ker mogoče kdo drug v tem študiju, ampak predstavljal sem si, da bi mi imeli za ta podcast tak intro, kak bi bil odziv. To bi intro tega šova, te oddaje, je Zvezdana, en tip je fura v Mercedesu, v nekih limuzini, ona je vsa zajebana. In gleda čez okno. Okay. In gleda in potem stopi ven in ful paparacijev, ful jo si slika, paparaci, rdeča preproga. In pol ona šeta po slovenski in tam dva striptizerja zgodi brska, neki plešta, tako vse se kao okolni, tako weird, tako res weird. Mislim, dajmo narediti ta intro. In potem, da je to bilo res epsko, da mi kot joke naredimo intro in ta intro pokaže, da smo mi najjači. Tako se začne, pripeljemo se z najjačimi avti, tako milijon nekih bejb na polnagih in tako kadimo cigare in tako rečemo, to je naš live. In potem se začne naš freestyle o life. No, sorry za ta mislim, da mi tako živimo. Mislim, da tudi vidva tako živite. Daleč od tega. Dobro, okay. Daleč od tega. No, in Boris Kobar zdaj pa Zvezdani predstavi svoj plat. In njega so, jaz ful malo spremljam medije, ampak malo sem vedel, on zdaj še bolj mi je povedal, kak linč je doživel. Ja. A ne? Res linč. In potem sem bral to kolumno od Mihata in sploh ta del sem ful povezal, ker Miha pa piše o tem, kako smo Slovenci dobri o tem, da skupaj stopimo. Pa jaz bi rekel, da Slovenci smo mogoče profiči, ampak cel svet je pa tem dober. Ja. Da, in to se mi zdi najbolj nevadna stvar, ki jo naredi masa lahko tebi. In ti, če ti dopustiš, da te masa da na ta kraljevi stol. Aha, na kraljevi. Ne da te žrtvuje. Najprej te masa mora dvignati. Aha, okay. Masa težko zaničuje nekaj, kar prej ni imelo vrednosti. Aha. Nek random človek na ulici, ga ne moramo mi linčati. On je že nula. Mi ga moramo prvo dati na... In potem se izkaže, da ni bil vreden tega, kjer je to bil. To si ful dobro povedal. Najprej ga mi moramo dati na neko pozicijo. In kaj mi naredimo? Mi smo zdaj v neki poziciji, pa se mi zdi vsi trije, no? Pa mogoče vidva še bolj, ki ustvarjamo nekaj, to ustvarjamo javno, in zdaj mi lahko javnosti dopustimo, da ta javnost reče: Klemen, ti si car, Andrej, ti si legenda. In masa se začne zbirati skupaj, ta podcast ima 10 folka, ki so fani, 100 folka, 1000 folka, recimo pa te Astri. Tudi ta veš, imaš zdaj že 1000 folka, ki pravi Andrej Škraba, največja legenda. In potem človek, v tem primeru vidva, sprejmeta to pozicijo, v katero te masa da. In masa reče, ti si legenda. Okay. In zdaj te masa da. Ampak kaj je zdaj problem tle? On, ki te nastavi, te lahko tudi odstavi. In zdaj masa, in mogoče tudi masa podzavestno to ve, da s tem, ki te nastavlja, si ti dopustil, da ji daš moč, da če boš pa ti zdaj neki kar si človek verjetno slejko prej boš, ali pa večina ljudi slejko prej kaj v Hollywoodu se nam to dogaja dnevno, da ima pa zdaj moč, ne da te da nazaj, ampak da te da v peku. In to se zgodi recimo z Borisom Kabalom, z Armstrongom. Mi gremo od nekoga, da je na nuli, doben se ne ozira, doben ga ne briga, kdo je on, da mi se skupaj strinjamo pa rečemo, dajmo njega v funkcijo skoraj Boga. Neka božanska funkcija že skoraj. Armstrong, kao se premaguje, najjači. Dober primer, oziroma najboljši primer je Tina Maze. Ful ne poznam zgodbe. Ful uspešna slovenska smučarka. To vem, hvala Klemen. Pač takrat, ko je zmagovala, je bila Slovenija združena in ful so bili ponosni na njo in tako, good vibes. Okay. Pa je pa ona nehala smučati, oziroma je imela smučarsko zvezo en konflikt glede keša. In takrat se je pa začel. Takrat je pa folk vzel nazaj to. Ker glede keša,
pa ti v Sloveniji ne smeš nič reči. Ti prasica pokvarjena. Lačna denarja. Sem za cash sem denar, ja. In tam je bilo tako, mislim, ker ne poznam zgodbe, ampak sigurno prepričan sem, da bi se ti strinjal, da je to najlepši primer tega, ker se je zelo hitro obrnil. In isto je Mancini rekel za Ano Roš, ne. Pač dobila je 2 Michelinovi zvezdici in folk mu je govoril, lej, se nobene kritizira Ane Roš, ne. In zdaj, kaj se je dogajalo, ne? To je katastrofa. Ne? Ja. Kaj pa se je za Ano Roš dogajalo? Ja, pač folk je ful pluvo, ne? Pa se veš tako, mislim, če boš šel gledat na 24 ur na kakršen koli portal nekaj o Ani Roš, boš spodil v komentarjih, da je to pač snobovstvo, da, a veš, ta hrana je za folk nič. nima za jest, ona ima pa tam za 500 Mogoče tudi evrov. to, ampak tako. Meni, če sem iskren, Ker ne vem Pa točno. prasica Ne ena, vem ki je točno. šla v... A ja, ona je šla na Zazimbar med korono. Aha. Takrat se je ful usul. Ful nisem spremljal te, ampak tako mal vem. meni se samo primer za Ano Roš ni zdel najboljši, moram priznati. Ne, Tina Maze sem rekel. Ko sem bral ta Mihatov kolumno, si mi ni zdel najboljši samo zato, ker sem jaz bil enkrat pri njej in sem stal, pelal sem ekipo punc, mojih zaposlenih enkrat na kosilo. In zato, ker so one bile full fanice Ane Roš in jim je to full pomenilo, jaz sem bil zelo neutralen do tega, nisem nek foodie, tako da sploh nisem znal oceniti tega. In takrat je bila Slovenija na vrhuncu tega, da je Ana Roš poginja. In meni se ni zdel to dotakniti samo zato, ker sem takrat gledal od ozadij in je bila zelo arogantna. Ampak to je bila moja ena izkušnja, enkrat sem v restavraciji in gledam. Ja, sem te dve stvari sta nepovezani. Ne? Hrana njena pa uspeh, pa njena aroganca. Ne? Zdaj, zakaj pa mora biti en ponižen, recimo? Ne? Zakaj mu moraš žeči to, da rečeš, on sploh ni uspešen, ali pa on v bistvu... dol daješ to, kar je v bistvu on res dober. Štekam. Kaj folk reče, ne, to ni dober, to je v bistvu predrago, pa to je za nič, pa nič se ne naješ, pa ni veljo. To je isto, kot folk reče, da Hitler ni bil dober public speaker, ker je slab človek. Ne, mislim, lahko to odločiš, pa reče slab človek, ampak dober public speaker. Tako. Se strinjam. Kaj zdaj, če bi ti rekel Hitler, samo to bi rekel, Hitler je bil full dober public speaker in gledam njegove nastope, da se kaj naučim, ne? In folk bo napadel tebe. To javno? Ja. Češ to javno? Star je mu naredil izsek, Tako. Klemen reče. No, sej. Ampak to je lep primer tega, ker so dve nepovezani stvari. No in Boris Kobal je desetletja užival, da je on bil na prestolu. In cela Slovenija, veš, se mu klanja. Dobro, okej. Mal pretiravam, ampak če pride Boris Kobal v bar, restauracijo, na tržnico... Ne, se ne zgodi. Ne, naša generacija, ampak 40 plus, te, ki so gledali televizijo. Ja. On je zvezda. Zanj sem ga glih videl, pač je stal pred slašičarno. Ti si vse mulc. mirno. Ti si Ne, mulc. bili so okoli ljudje v vrsti. Zdaj. No, ampak hočem samo povedati, mogoče, da ni to nek level fama, ki je... Obstaja še Brad Pitta, več. ne. Obstaja še več. Ampak v tem nekem našem kontekstu v Sloveniji je on recimo zvezda. In če ena lekcija, ki sem jo podobno dobil od tega intervjuja, pa ne sem tega, intervjuja z nasploh temi, ki so nekoč bili vse in zdaj so nič, je to, da najbolj navadno je sprejeti to pozicijo, ki ti je masa pripravljena dati in se sliši zelo live. To se sliši najboljši gift mase, da oni rečejo, ti si božanstvo, zato ker če to spremeš, si v hudičevi poziciji, kjer oni kadarkoli, ko ti narediš napako, ti lahko to vzamejo in te dajo v pekel. Mislim, da boš rekel, najhujše je, da sprejmeš to pozicijo in nimaš fuck you money. No, to definitivno. Ker, to se mi zdi prva stvar, ki ti je masa, ki je nevadnost mase in upam in mislim, da je celo v naši moči, da takrat to ne sprejmemo. Da mi, ko masa reče, ti si najjači, ne, nisem. Da stopiš korak nazaj, ne, nisem najjači, da sploh masi ne dopustiš tega.
Videl sem, Klemen, da si zdaj ful na podcastih, ostalih kot gost na predavanjih. Jaz nimam toliko teh izkušenj, ampak zdaj sem imel del neke konference in me napovejo kot največjo legendo. Ja, to je tudi nisem. Mal pretiravam zdaj, ampak jaz sem se tako počutil, jaz sem zmeri prvi feeling, ok, zdaj moram ustrezati temu. Moram ustrezati, ali zdaj lahko jaz 15 minut govorim to, da najprej predstavim, da jaz nisem to. To je toliko enostransko, kar so zdaj povedali o meni. Jaz imam milijon napak, ki zdaj niso bili predstavljeni. In super je, da ste rekli, on je, ne vem, dober v tem, pa to zna. Ampak je neka meja. In takoj, ko to sprejmeš, te da ljudstvo v pozicijo. In ta pozicija je v bistvu njihova. Oni imajo moč, ki ti jo lahko vzajmejo. No in pred Borisom Kobalo se je to zgodilo. Zdaj so oni rekli, ukrade to delo. Meni se že tle malo ustavi. Rečem, ok, kraja je, ti imaš čokolado in jaz zdaj tebi čokolado ukradem. In zdaj jaz čokolado imam in ti čokolade nimaš. In to bi jaz rekel, to je kraja, ki je nekako najbolj škodljiva. Ti si vse izgubil in jaz sem vse, kar je obstajalo, dobil. In to je kraja. Nobenega nisem slišal, ker je rekel, kar je on naredil, je v bistvu to, da ti si imel čokolado in ti si užival v tej čokoladi in jaz sem se zdaj priklopil in nekako dupliciral, skupiral to čokolado in da sem lahko še jaz v tej čokoladi. Ja, formulo za čokolado si ukradel, ne? Točno, to je. Ampak nisem ti pa čokolade ukradel. Ne, ti si formulo ukradel, pa si svojo naredil. Ja. In nisem s tem skoraj nič tebi škodoval. Ja. Potencialno. Veš, kaj je fora? Kaj je pri patentih, recimo, ki je zelo podobna stvar, je fora, da se ti ne vidi na kratki rok škoda. Na dolgi rok se pa vidi, zato ker demotivira te, ki ustvarjajo iz nule. Definitivno. Ampak a se strinjate, da je pomembno ločiti, veš, imaš nivo. Ja. Imaš nivo zločina. No, ampak se ni dubo ful velike kazni, dubo je pa javni linč. To je pa ful velika kazni. To se mi zdi gromozanska. Lej, jaz nekoga, ki zajebe, super. Andreja, priješ sem. Dej prines vodo, plis. Nekoga, ki zajebe, super, mora dobiti svojo kazen. Valjda, noče zdaj reči njega kaznovati. Ampak tle se res vidi, kako ljudstvo izkoristi, ko mu daš moč. Ko ti daš ljudstvu možnost, dajmo ga zdaj ga dajmo pa vsi zbičam. In jaz mislim, da je to samo, veš kaj se mi zdi, pa mogoče malo bizarno, ampak mislim, praktično to ravnanje izhaja iz istega prostora v človeku, kot holokaust. Ja. A veš, lahko jih, dajmo zdaj, zdaj jih pa lahko. Ja. Incentivsi so tako, da nas ne bo kaznovali, če zdaj vsi njih linčamo, zažigamo karkoli. In pač med holokaustom v Nemčiji, med drugo svetovno vojno, je to zgleda tako, da so zažigati Žide. Danes to zgleda tako, da pač v komentarjih, v člankih. In Boris Kobal, zvezdan, da tudi primer, ki sem ga jaz že pozabil. A se spomniš, mislim, da je bilo na Koroškem, ki ravnatla posnamejo, a je seksu z neko učiteljico, kaj? Ja, blowjob mu je dala, se mi zdi, pa so učenci posneli. Okay. Pol je bilo pa to zelo javno in pa se je on ubil, ne? Ja, naredi samomor. Ampak to je bilo, a ni to tako, on takoj naslednji dan naredi samomor. Ne, neki dni je pretekal. Vsi so na Radio 1 so se vsi so se spravili na njega in mislim, doben ni sprejel odgovornosti, pa rekel, gledaj, jaz kot urednik, da sem jaz zdaj ga linčil dan za dnevom, sem delno kriv za to njegovo smrt. Ja, se strinjam. Pa to, da opravičila ne sprejmemo, to pa jaz, ki bolj spremljam ameriški del družbe ali pa politike, je tako ti, ki nekaj zajebaš, recimo sploh zdaj, ki je taka zelo občutljiva
družba, a veš, te social justice warriors. Ja. Zelo je občutljivo. Jaz recimo zdaj na tem podcastu, če bi to bil v Ameriki, pa če bi bil to znan podcast, pa bi nekaj za geje rekel. Ali pa takrat, ko sem rekel, za spol. Če bi ti rekel, da sta dva spola, you're done. Ja, ampak recimo, mi smo se kle tudi pogovarjali, jaz sem rekel, da nisem videl rasizma v tistem, ki je to bi bil že beden na YouTubu. Ja, in recimo, da ti narediš neko napako. Recimo, ne? Res napako. Ne da te družba prisili v to, da jo priznaš, pa ti ne verjamem. Ampak narediš napako, kot je Boris Kobal naredil, in da oprostite, iskreno opravičilo nikoli ne zadostuje. To je zelo nevarna igra. Ker kaj ti hočeš še od človeka? Ne, mi hočemo, tako kot si rekel, da trpi, da ga uničiš. Uničimo. In to je prav. Ampak nismo popolni vsi. Nobeni popolni. Vem, ampak tebi se lahko zgodi nekaj, kar recimo, zdaj nekaj bom povedal, kar si ne predstavljam, da bi bil sposoben narediti, ampak dogajalo se v Sloveniji. Nekdo je šel vinjen totalno za volan in je šel v napačno smer po avtocesti in je ubil 3 osebe. Recimo, ker nismo popolni ljudje, neka taka stvar se ti pač zgodi. In zdaj sem dal res mogoče preveč ekstremen primer, ker bo ljudem zelo neprijetno, ampak iskreno opravičilo v naši družbi ne zaleže. In jaz mislim, da je to nevarna družba. Ta model je samomor pa naredil. A ta Slovenc? Ja. Kva? Ja. No, ampak v Ameriki je zdaj en fant bil obsojen na 20 ali 25 let, ker je ubil gospo pa njega otroka, ki je divjal po ulici. Ta model je star 20 let, nekaj tasga. 20 let star, mulc, ki je tako, pokaž mi enega 22-letnika, ki mu daš hiter avto, pa ne bo probo malo dati po gasu. In spet, linčanje ljudstva, proklet mulc, tako, že samo to, da je on ubil ta 2 človeka. Veš, koliko ljudi piše SMS-e med vožnjo. Veš, koliko ljudi to dela. Ja, vsi. Vsi. Skoraj vsi. Oni, ki ne vidijo tega, pišejo SMS-e. Kaj, oni, ki ne vidijo? Pa sta počasna danes. Ker to zdaj poslušajo, ali kaj? Ne, oni, ki tega na cesti ne vidijo. Dobro, tega Te so advanced, stari, jaz sem bolj stupid. Malo prosim se. In te isti ljudje, ki pišejo SMS-e, se spravijo linčati nekoga 20 let starega mulca, ki je tako, a je kdo pomislil, da on sam sebe linča? Če je on srednji normalen človek, on sam ga sebe bo linčal do konca life, da je ubil 2 človeka na cesti. Tudi če ne bi nič mi naredili, on sam sebe bo zlinčal do konca. Ne, dajmo mi zdaj to bolečino, ki jo nosimo, ker seveda on ustvari bolečino, ampak dajmo mi to zdaj, to bolečino nanga. Zato je pri morali ali pa pri moralni filozofiji zelo pomembno vprašanje namere. Kakšen si ti imel namen? In ljudje tega ne štekajo. Jaz sem se tokrat v lifeu pogovarjal in oni ne štekajo te razlike, da je popolnoma druga situacija, če nekdo gre rezati lubenico in se spotakne in te zaštiha v hrbet, da je to popolnoma druga stvar, kot nekdo, ki te za nalaž zaštiha v hrbet. Ljudje pa rečejo, ampak jaz sem zaštihan v hrbet. Ne vidijo, da je v bistvu tukaj nekaj drugega pomembnega. Predvidevanje nadaljnih akcij tega človeka. Ta, ki se je spotaknil, skoraj zagotovo ne bo zaštihal nekoga v svojem življenju. Statistično. Taki pa je namenoma to naredil, pa lahko to še pač naprej dela. In kazen mora biti popolnoma drugačna. Mi pa linčamo ljudi. Mislim, na sodišču se liho o tem uboj ali pa umor. Ampak javno linčanje. Javno pa nima tega rimskega prava. Uboj pa umor se reče, to je razlika. Ti uboj je iz malomarnosti, recimo s tekstom ali pa sem pijan za, to ni umor, ker nisem na klepu. Ljudje nimajo te distinkcije v svoji glavi in jaz mislim, da moraš sam biti malo bolj pozoren na realnost tega, da se lahko to tebi zgodi ali pa neka ta stvar se lahko tebi zgodi. To pa še neki.
se mi zdi zelo pomembno. Da, mislim, sliši se simpel, ampak se mi zdi, da javnost nekako tega ni sposobna razumeti. Noben ni popoln in vsak ima v lifeu, ima sranje ali pa dela, ali pa je naredil kakšno sranje, vsak. Ker jaz dejansko mislim, da je javnost tudi tako naivna, da nekoga da v pozicijo, v božansko pozicijo, kjer naivno misli, da ta oseba je čista. Čista vse grehov. In potem smo ljudje šokirani, kaj on je to naredil. Tako zato ker je človek.